A8 je Audijev paradni konj. S takšnim avtomobilom premijska znamka upraviči svoje mesto med elito. In tako je vse od leta 1994, ko je A8 nasledil model V8, s tem pa sta serija 7 in razred S dobila visoko družbo. Leta 2017 smo pozdravili 4. generacijo, no zdaj pa je napočil čas, da na slovenske ceste pospremimo njeno prenovljeno različico. No še prej pa hitro opomnik, naročite se! Po eni strani so razne državne službe in seveda kakšna velika podjetja, kjer se dejansko limuzine uporablja za to, da se vozi predvsem v zadnjem delu vozila. Po drugi strani imamo pa kar nekaj kupcev, to so tisti zvesti kupci, ki že več generacij kupujejo model Audi A8, ki pa se z avtom ogromno vozijo. Torej poslovneži, ki potujejo na velike razdalje in seveda cenijo udobje, varnost tega modela. Ena izmed komponent sodobnega avtomobila, ki je bila v zadnjem času deležna zares močnega razvoja, pa so nedvomno žarometi. In tako je tudi A8 po 5 letih prejel še naprednejšo tehnologijo. Zadnji žarometi so tako odslej serijsko na voljo v OLED tehnologiji in tudi pametni so. Ob nevarnosti naleta namreč zažarijo vsi njihovi svetilni elementi. No, še precej bolj napredni pa so novi prednji žarometi. Audijev digitalni matrični žaromet namreč tvori kar 1,3 milijona mikrozrcalc, ki svetlobo razdelijo v majhne točke, s tem pa omogočijo večjo natančnost krmiljenja žarometa. Gre za en podoben način, kot je videoprojektor, ki ga poznamo recimo v domači uporabi, tako da vam v bistvu nek svetlobni tepih dela pred vami, tudi označuje vam, kje se kolesnice bojo nahajale v naslednjih sekundah. Tukaj pa lahko vidimo, ja, gre za neko asistenco pri raznih zožitvah cestišča in podobno. Se ta svetlobni snop prilagaja temu in v bistvu opozarja uporabnika na to, da prihaja neka zožitev in potem po potrebi tudi, če je treba, utripa in uporabnika opozori na to, da gre za preozko cestišče, kjer v bistvu se z vozilom ne bo dalo peljati mimo. Matrično tehnologijo v Audiju uporablja celo zadnja bralna lučka. In seveda še vedno se bo veliko uporabnikov tega avtomobila vozilo zadaj, kjer bo lahko recimo uživalo v zdaj še večjem zadnjem zaslonu. Ampak ker je A8 bolj vozniško naravnana prestižna limuzina, bo pomembno tudi aktivno podvozje. To preko elektromotorja vsako kolo posebej obremeni z dodatnimi silami ali pa ga razbremeni. To v športnem načinu omogoča čvrsto odzivanje in odsotnost nagibanja. V komfortnem načinu pa prednja kamera zaznava neravnine, na katere se to pametno podvozje primerno pripravi. Velika zanimivost pri tem je, da mi ponujamo sistem, kjer se recimo samodejno ob odpiranju vrat se vozilo privzdigne za 5 cm. Tako da to je recimo simpatična stvar, sploh če razmišljamo o tem, kako se zdaj trendi kupcev spreminjajo in vsi si želijo SUV-jev, pa mnogi ne samo zaradi tega, da bi lepše videli iz avta, ker se više vozijo, ampak predvsem zaradi vstopanja, lažjega vstopanja in izstopanja iz vozil. V bistvu tukaj ponujamo na nek relativno enostaven način rešitev, ki je zelo, zelo uporabna. Za konec pa vam pokažemo še posebno novo izvedbo Audi A8 L Horch. To je 5,5 metra dolga različica, ki bo na voljo le za kitajski trg. Gre v bistvu za res v bistvu maksimalno luksuza, kar ga v bistvu smo sposobni ponuditi. Celo z varianto dvojnega lakiranja, torej v različnih odtenkih, zgornji del vozila in spodnji del, in pa to, kar je na kitajskem trgu zelo, zelo popularno, ogromno kroma, vključno tudi z v celoti kromiranimi platišči. No, tako bo na kitajskem. Kakšna pa so pričakovanja v Sloveniji? Ker delimo nekje na dve vrsti kupcev, pri tistih, ki pretežno vozijo sami, pri teh se večinoma odločajo za krajšo različico in pretežno še vedno kar za dizelski motor, ker delajo ogromne kilometre. Po drugi strani pa, kar se tiče teh bolj za protokolarne namene, tam pa absolutno je prevladujoča podaljšana različica in pa seveda tudi bencinski motorji so tam toliko bolj iskani. No, seveda bomo vse novosti prenovljenega Audija A8 preizkusili tudi v praksi na našem testu. No, še preden pa se to zgodi, pa vam že lahko ponudimo nekaj vožnje z električnim e-tronom GT ali pa s športnikom RS3. Vabljeni k ogledu!